ko je bil zaskrbljen, ko jaz berem, poslušam, gledam novo ustvarjalnost mladih ljudi uporabijo. Vilko Novak je rekel, ja, porabčcev več ne bo. Mislim, če zdaj tako tiste opombe njegove tako berem, bil je zelo žalosten. Jaz mislim, da nekaj pozitivnega moramo dodati še bolj navzgor, krepiti, ustvarjati in upoštevati realnost. Madžarska Slovenija danes. Tu sem se malo potrudil, moja madžarščina je sicer taka, se učim, se trudim, razumevam, imam pa prevajalko, to je pač krivda, moja žena govori sorazmerno dobro madžarska, ona sicer pravi, da ne, ampak sta se vse vedno po madžarskem zmenila. Kaj hočem reči, tudi Madžarska in Slovenija mora gledati, čeprav tako zelo različen jezik, moramo gledati eden na drugega, da si pomagamo. Zdaj, tule je pa to, kar sem prej obljubljal, nekoč enotni jezik, danes različni bratski narečji, sem dal vprašaj, narečna govora. To malo provocira. Zakaj? Ker zavest je dosti krat, čim prije uporabi, to je tam nekje daleč, čeprav jaz pravim en jarek razlike med goričkimi porabijo. Čisto nič več. In to moramo na nek način spremeniti, to zavest. To je moj občutek iz Ljubljane. To govorim sedaj, kakšen občutek jaz kot Prekmurec govorim, ker sem malo na to bolj tudi pozoren. Torej je potrebno različni, recimo, bratski narečni govor, recimo je lahko porabščina pa goričko, ali mogoče še vedno skupaj, goričko-porabsko, to boste vi povedali. Jaz sam imam par goričkih prijateljev, tudi mlajših, in je njihov govor precej drugačen od porabskega že postal. To pač opažam, ko jih posnamem in jih primerjam. Zdaj to bomo morali popisati, pa bomo videli, kaj bo. Jaz nič tragično tu ne jemljem, tudi če je zdaj goričko drugače kot porabsko, to se je pač zgodilo. Mi moramo to popisati, prav gotovo je pa dovolj sorodno, dovolj bratsko, da mi lahko krepimo ta splošni jezikovni občutek in tudi splošno jezikovno znanje. Zdaj, pouk slovenščine, knjižni jezik in narečje, to sem že rekel, oklepaj samo dodajam, narečje je zelo pomembno zaradi čustvene komponente. To, verjetno ste prej tudi opazili, ko sem začel prekmursko govoriti, se mi je začelo zapletati. Pa ni bilo krivo samo to, da ne bi bil vajen govoriti prekmursko, ker sem izvedel tudi predavanje prekmursko, ampak čim začnem govoriti v prekmurščini, enostavno meni kocine ne grejo po konci in še malo pa bom jokal. Hoče reči, ta čustvena komponenta, v svoji prekmurci, porabci drugačni, ampak dejansko na nas tako vpliva narečje, ampak prav gotovo podrobno na Primorce in tako naprej, da zdaj vključim ta del naš prekmursko-porabski tudi v drugi del. Korošci, Primorci, Belokranjci, Dolenci, tudi Ljubljančani. Če govori pogovorno in se zaveda, je to tisti njegov jezik prav gotovo čustveno. S tem, da tu je zdaj vprašanje, kako na čustva reagiramo. Mi smo bolj nežne duše prekmurci. Skratka, tule upoštevanje realne situacije bi se mu izpostavil, smiselno povezati knjižni jezik narečje, dobiti pomoč iz Slovenije, Budimpešte, to je nujno, Bruselj smo že omenjali, to mislim, da je nujno potrebno, da dobimo. Zakaj? Ni nepomembna kritična masa govorcev. Zdaj bomo tu naredil velik preskok z narečnega v medijski svet. Ko sem sam pisal magistersko delo, potem tudi dolgo časa, 12 let, poučeval mlade novinarje, sem opazil eno značilnost. Izjemno kritičnost prejšnjih generacij učiteljev pravorečja do govorcev. Kaj se je zgodilo na koncu? Kritična masa se je začela manjšati. In takrat sem videl, ko je potem enkrat bila audicija, pa je od 130, mislim, da 130
takih, ki mislijo, da znajo, pa res, pa ni bilo to, ne mislim to negativno, mislijo, da znajo dobro govoriti knjižno slovensko. Kaj mislite, koliko od teh 150 je potem bilo sprejetih v nadaljne šolanje za napovedovalce na Radio Slovenija? Kako? 2. Uspešno zaključila. Hoče samo to reči, potem pa je pritoževanje. Joj, nimamo dobrih govorcev. Ja. Da ne govorim, da vsaj 3 poznam, ki so bili na teh audicijah in sedaj vodijo televizijske oddaje po različnih televizijah. Uspešno. Zato to poudarjam. Uspešno in res niso slabi. Jaz sem bil samo zunanji opazovalec, zato to tudi upam reči, ampak pač bila je taka selekcija. In potem seveda se je začela sam nivo, ker ni bilo kritične mase, ni bilo dovolj dela, se je začel nižati. Zato izpostavljam kritično maso, ko nas je pa malo, to sem pa malo tako pompozno, populistično dodal tam mušketirski princip, torej, ko nas je malo, moramo pa vsi skupaj stopiti in ne sme nihče umanjkati. Vsi moramo dati največ, kar je možno od sebe, da potem lahko naprej razvijamo jezik in kulturo. In zdaj domača naloga je, in s tem v bistvu zaključujem, naučiti se in živeti 4. in 5. kitico. To je pa malo, to ni samo za porabski del, ampak za celo Slovenijo. 4. kitica je, ne bom vas mučil, se pravi, ena je ta Prešernova, prevod v porabščino nisem je zasledil niže, je samo himna, se pravi to. Potem imamo pa še 5. Ta je pa tudi, ne, bomo tako, sicer dobro, strah sovražnikov za mene kot pacifista je to malo preagresivno, ampak pustimo to. Vsekakor pa sporočilnost in za konec čisto, kar mogoče je dobro, da izpostavim še. Mislim, da je prihodnost svetla, prav gotovo, kljub občasnim oblakom, tako da, ampak, poudaril bi, da je potrebno čim več gradiva, nekaj gradiva je že, in še več gradiva moramo vsi skupaj ustvarjati. Upam, da bodo tudi to prepoznali tisti odločevalci, ki včasih kakšen podpis ne namenijo pod kakšen projekt strokovni, ki je bil izbran več mogoče na kavi. Tako da skratka upam, da prekmurščina in porabščina oziroma porabščina, ki je prekmurščina, bo živela še naprej in se s knjižnim jezikom krepila. Tisto na konec pa tole za diskusijo ali tukaj, ali pa glede na to, da so malo prekoračili ob kakšnem visokom. Hvala lepa in hvala lepa, da ste nas poslušali.